Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: Še veliko vam imam povedati, a zdaj tega ne morete nositi. Ko pa pride On, Duh resnice, vas bo uvedel vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodne reči. Poveličal me bo, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel, iz mojega jemlje in vam bo oznanjal. To je Kristusov evangelij. Slava tebi, Kristus. Bratje in sestre, na današnji praznik Svete Trojice me večkrat spomni slika, ki sem jo pred kakšnimi približno 10 leti kupil v Etiopiji, kjer sem bil na nekem, to ni bilo romanje, potovanju. Ta slika ponazarja Marijo, kronanje device Marije, na desni strani Bog Oče stvarnik, zato v roki drži zemeljsko kroglo. Tisti, ki ste bližje, morda to opazite, drugi boste šli po maši, lahko pogledati bližje. Na levi strani je upodobljen Božji sin, Jezus Kristus, Marijin sin. Ni s križem upodobljen, je samo kot pravi človek in pravi Bog, na vrhu Marije pa golob, Sveti Duh, znamenje Svetega Duha. Nekako so mi rekli, da je to naslikano na ovčjo kožo. Če to res ne vem, ampak slika je dejansko narejena v Etiopiji preprosta. Sem bil presenečen, da niso dali temnih barv, da bi bile poteze teh oseb, tako kot v Afriki, s temnopoltimi osebami. Verjetno čisto običajno sprejemajo Marijo kot Božjo mati, da je podobna našim potezam, evropskim. Tudi Bog Oče, Bog Sin sta zelo podobna evropskemu človeku, morda ti 4 angeli okrog, da nam malo pridiha afriškega človeka, da je nekoliko tega črnega. Preprosta slika, narisana, ročno, še mi stran to moram pokazati. Nič ne bo vedel, čem se govori. Sveta Trojica pri Devici Mariji. Ko smo obiskali kot turisti Etiopijo, severni del Etiopije ima veliko starih cerkva. Malo katera je grajena z opeko, to so preproste zgradbe, lesena konstrukcija, vmes veje, potem pa z mokrim blatom močno zatlačeno in kar z roko zglajeno in na soncu posušeno. Dokaj trdno, tudi na pušč, slamnata streha seveda, je toliko večji, da vsaj običajen dež prenesejo te stavbe. Na vrhu teh lesenih, z blatom podloženih cerkvic, ki so nekatere stare več stoletij, je pa vedno, ko se je slamnata streha zaključevala, ali iz pločevine, ali pa z gline upodobljen simbol Svete Trojice. In ko smo vstopali v te cerkve, kot turisti, ne kot Romani, nam je vodič vedno pokazal
vse cerkve od znotraj so poslikane, tako so hoteli. In ni bilo cerkve, v kateri ne bi bila upodobljena Sveta Trojica. Marsikakšna cerkev, ki je bila poslikana tudi od zunaj. Tudi te poslikave so bile restaurirane, ker časovno se kar izgublja barvna struktura. Tudi od zunaj Sveta Trojica. In koliko nas je ta vodič opozarjal, pogledajte upodobljeno Sveto Trojico. Na tej cerkvi je tukaj. Tukaj imate na vrhu strehe simbol Svete Trojice. To seveda, ta stavba služi kot cerkev. To ni neko poslopje za šolo ali za kakšno drugo namennost, ampak je svetišče. In sem razmišljal, take upodobitve so bile, tako da boste kar nekako začutili v cerkvah, zato sem to sliko tudi kupil kar na tržnici. Ti ljudje, ki so sprejeli vest o krščanstvu, to so bili verniki. Ampak ti verniki niso bili kristijani. To so bili poganski verniki. In človeški čut gre v tej smeri, da če razmišlja o obstoju samega sebe, življenja, tudi stvari, ki so med nami, pa ne samo vidne, tudi stvari, ki niso opazne, človek prihaja s svojo pametjo do spoznanja nekje začetek. In nekdo je to hotel. Nekdo je dal življenje, da je. In tako so ljudje že zelo zgodaj v zgodovini prišli do spoznanja Bog je. Mnogi verniki so prišli do spoznanja Bog je eden. Tukaj ne morajo imeti kar neke skupine, kot so imeli še Grki, kasneje Rimljani. Še sami ne vem, če so toliko verovali, ampak družbeno strukturo so imeli takrat v teh cesarstvih. Tudi človek v Etiopiji je bil vernik. In ko je spoznal preko misionarjev razodetje Boga, da je en Bog, ampak je navzoč v 3 različnih osebah, kot Oče stvarnik, kot Bog odrešenik, Sin, kot Sveti Duh, ki ga človek prejema, je ta etiopski človek začutil, tu je pa velika razlika. Niso vse vere enake. Še zdaleč ne. Zato, ker krščanstvo je vera, ki jo ne more oblikovati človek s svojo pametjo. Zato, ker nas presega ta način življenja, ker ni v naši izkušnji. Zato, ker to ne poznamo. Človek lahko svojo pametjo, razumom, sposobnostjo pride do stopnje, da je Bog, da je večen, da je stvarnik vsega. Ampak preko tega človek s svojo pametjo ne more, gre pa z razodetjem Boga. Da je Bog je en sam, navzoč v 3 osebah. In ko so to v Etiopiji ti kristjani začutili, so rekli, to je tisto, ki je pa presežek, ki je pa izreden korak naprej, ki je veliko večja polnost, ki je pa tisto bogatstvo, ki ga nismo mogli odkriti sami od sebe, ne naši predniki. In so svoja svetišča, preproste cerkve, vedno poslikali znamenjem Svete Trojice. Seveda na tak način, kot človek je sposoben nekaj upodobiti, začutiti, razumeti. In to je te vernike naredilo drugačne. In so čutili, biti kristjan ni običajni vernik, ampak to je poseben vernik. To je češčenje, to je vera v navzočnost Boga v 3 osebah. In to življenje Boga presega naša življenja, človeška. Mi štejemo število 3, 1, 2, 3. Mi se ujamemo v te zakone matematike, ki v neki meri držijo na tem svetu, določene stvari niti ne morejo zavzeti, ker to življenje presega tudi matematični red, pa je potreben. In ko so upodabljali te podobe
podobe Svete Trojice so ti kristjani pred 1000 leti in več čutili, kakšen zaklad so dobili, kakšno dragocenost, da so kristjani. In ko imam to sliko v sobi, vedno znova me spomni na te kristjane, ki so po življenju preprosti ljudje, po drugi strani pa s tako globino, s tako predanostjo. In ta slika preprosta nima umetniške vrednosti, ima pa vrednost vernega človeka. Me vedno znova nagovarja, kako je Bog navzoč v Sveti Trojici, kako je vse, kar imamo, vsako znamenje vere, vsak sakrament je v Sveti Trojici. Vsaka preprosta molitev, samo da se pokrižamo, je znamenjem Svete Trojice. In vam želim, da bi današnji praznik, ko je žegnanski dan, odzvanjal tudi za naprej. Imamo izreden dar, dar, ki presega druge darove, ker je to dar vere v krščanskega Boga, ki je en Bog navzoč v 3 osebah. Tudi ko bomo sedaj zmolili veroizpoved, vera je v 3 delih ali poudarkih. Prvi poudarek Bog Oče, drugi Sin, Božji Sin, tretji poudarek Sveti Duh. Kako je vse naše življenje, verovanje, delo prežeto znamenjem Svete Trojice. Naj bo današnji dan velika hvaležnost za ta dar vere, ki smo ga prejeli in ki ga ohranjamo. Sliko bom pa tu spredaj, zato je ta stolček, da boste lahko tudi po sveti maši, tisti, ki ste bolj daleč, lahko pogledali to preprosto upodobitev s tako globoko vero. Vas povabim, da skupaj spovemo vino. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen je ustvarjen, enega Kristova z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, je zaradi nas ljudi in zaradi našega zgrešenja prišel iz nebes in se obresil po Svetem Duhu in z Marije Device in postal človek, bil je tudi križan za nas, pod koncem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel stati soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki govori o preroki in gremo sveto katoliško apostolsko cerkev, priznavam en prst odpuščanje grehov in pričakujem stajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Bratje in sestre, na praznik Svete Trojice se z zaupanjem obrnimo k to edinemu Bogu in ga prosimo. Naj Cerkev povsod zastopa resnico in svobodo tudi za ceno zaničevanja in posmeha. Prosimo, da razmišlja nas. Naj se voditelji narodov trudijo za odpravo krivic in nasilja v svetu. Prosimo, da razmišlja nas. Naj starši z besedo in zgledom svojim otrokom posredujejo vero in krščanske kreposti. Prosimo, da razmišlja nas. Naj vsi, ki dvomijo vate ali te zavračajo, spoznajo tvojo ljubezen. Prosimo, da razmišlja
Sveti trojedini Bog, naj ti zvesto služimo in te pogumno prinašamo svetu. Prosimo te, usliši naše prošnje, ki živiš in